Toyota RAV4 je najbolj prodajen SUV vseh časov in danes bomo pogledali, če se je v več kot 30 letih kaj DNK-ja še ohranil. Tukaj imamo originalno prvo generacijo iz leta 98 in tule je ta kratka trovratna verzija. Ok, morbit ne zgleda, ampak ta avto je za 90 v resnici bolj pomemben kot Mazda MX-5 ali pa Ferrari F355. In razlog je čist preprost. Tule je ta prvi avto, ki je izgledal kot terenc, ampak je v resnici bil osnovan na platformi navadenega avta. Domač povedan, tule je bil ta prvi crossover. Čeprav kukar lahko takoj vidiš po telih gumah, pa po dejstvu, da tukaj le piše 4x4, je tale avto tudi izven ceste bil dokaj zmogljiv. Tale tipka je zapora sredinskega diferenciala. Pa ne smemo pozabiti, da je tale avto tudi zelo lahek. To je pa seveda zahvaljujoč temu, ker je dokaj preprost. Je lastnik rekel, da lahko grejo še malo na makadam, tako da grejo malo raziskovati. V zgodovino se je zapisal kot eden najbolj vsestranskih malih avtov in glede na tole zdajle, ja, zastopen zakaj. Originalnih RAV-ov so prodali 1,2 milijona, kar je pa še bolj impresivno, je pa to, da je z vsako generacijo ta številka še naraščala. In tu nas pripelje na 6. generacijo. Absolutno je večja, ampak v bistvu pogledaš samo v kufer, pa ti je takoj jasno, kam je šel tisti ekstra meter. Je pa ta nova, tako kot je originalna, še zmeraj na voljo ali s prednjim ali pa štirikolesnim pogonom. Čeprav tale je GR Sport paket opreme, pa dobiš še bolj športne odbijače, drugačne feltne, pa tudi noter dobiš par detajlov. Pol je pa še Gazoo Racing ekipa vzmetenje naštimala, da je mičkem bolj športno. Kaj je pa tle maček živo? 2,5 litrski motor je pa isti kukar pri prejšnji generaciji, razen tega, da je hibridni sistem zdaj mičkem bolj učinkovit. Bo pa hmal prišel tudi priključen hibrid. Čeprav za 50 jurjev bi pa tale havba lahko stala sama. Drugač tudi ta nov RAV noter zgleda dokaj robustno, je pa res, da so pri tej novi generaciji dost funkcij preselili na tale v srednji zaslon. Je pa ta avto še zmeraj narejen kvalitetno. Nič ne škripa, pa v bistvu imaš po celem avtu eno kupico odlagalnih mest. Če gremo za foro primerjati s starim. Mislim, ja, malo škripa, ampak moram reči, da je tudi ta narejen vrhunsko. V bistvu mi je pri tem avtu daleč najbolj všeč njegova raznolikost. Za sodobne standarde relativno nizkih 1800 kg, po ovinkih se je s tem avtom dejansko peljati zelo zabavno. Pa tudi na takelem makadamu se znajde več kot odlično. Tako da jaz bi rekel, da ta nov RAV tradicijo spoštuje in jo tudi ohranja.